Kaj pa, če ne morete plačati za nazaj, lahko pa plačate za naprej? Coaching vprašanje danes je namenjeno temu, da usmerim vašo pozornost v to, da plačate naprej. Da date vrednost ljudem, ki vam mogoče ne morejo vrniti. Aleksandar tukaj, za tiste, ki me ne poznate, in zadnjih nekaj let se res intenzivno ukvarjam s tem, da pomagam ljudem, da postanejo coachi, da zgradijo svoj coaching posel in pomagajo drugim. Dostikrat se ljudje, ki pridejo k meni na coaching, ukvarjajo s tem, da bi radi sebi pomagali najprej, potem svojim najbližjim sodelavcem, ekipi. Ne nujno, da bo to njihova profesija, ali pa ne nujno, da bo to njihova nova karijera. In v tem coachingu vprašanju, ki ga imam danes za vas tukaj zbranega, govorim predvsem o eni stvari, ki je, da mi bi radi dostikrat povrnili ljudem nazaj. Nazaj povrnili staršem, starim staršem, povrnili sorodnikom, povrnili ljudem, ki so nam pomagali, ki so nas podpirali na tej poti. In včasih je to nemogoče. Prvič, ker si ljudje tega ne želijo, nočejo, včasih je že prepozno, ker mogoče sploh niso več živi in težko poplačamo ljubezen in podporo staršev. Težko. Težko poplačamo vso podporo, ki smo mogoče dobili od nekoga drugega. Težko vrnemo nazaj. Lahko pa vrnemo naprej. Ker pomeni, da lahko vračate stvari ljudem, ki vam ne morejo vračati. Lahko dajete naprej, se odločite, da boste šli naprej in boste rekli, komu pa jaz lahko pomagam. Lej, on mi je pomagal, ne moremo vrniti, bom pa pomagal jaz naprej nekomu drugemu. In ko vračate naprej, ko pomagate naprej, ko dajete ljudem vrednost naprej, vas vabim, da ne pričakujete takoj nekaj nazaj. In ta način vračanja ni vedno narejen linearno. To meni, jaz vrnem njemu, on vrne meni. Jaz vrnem njemu, on vrne meni. Temveč, jaz dam naprej. In ta oseba bo dala naprej druge osebe. In potem ta oseba bo dala tretje osebe. In tista bo dala četrti, peti. In potem tukaj lahko pride nazaj do mene. Vi ne veste točno, kako se stvari vrtijo, ker je v tem svetu, v tem vesolju, v katerem smo prisotni, vse skupaj na videz kaotično, vendar neverjetno matematično natančno. Mi znamo začunati, ob kakšni uri bo sonce všlo in zašlo, mi znamo začunati en cel kup stvari in hkrati ne znamo pa predvideti za naprej, kako se bo to, da mi plačujemo, da dajemo, da vračamo ljudem, ki mogoče nikoli ne bojo vrnili, tudi nam odraža v našem življenju. Vem pa nekaj, da če dajete dobro, boste dobivali nazaj dobro. Če dajete veliko vrednost, se bo ta vrednost vam vrnila. Več ko dajete, več dobivate. In zato vas vabim, da se zahvalite vsem ljudem, ki so vam kakorkoli pomagali v življenju do sedaj. To so lahko vaši učitelji, mentorji, predavatelji, to so lahko vaši coachi, coachinje, so neko starši že prej, bratje, sestre, otroci, vnuki ali pa ljudje, ki mogoče sploh niso živi. In ta občutek hvaležnosti in zavedanja, da ste bili v resnici podprti strani Boga, vesolja, narave, da ste v resnici imeli vedno nekaj, kar vas je podpiralo cel čas in je šlo to preko toliko različnih ljudi do vas, potencialno, bi rad, da na isti način vi podprete druge ljudi naprej. Še zdaj se spomnim, pred leti smo bili skupaj z družino v ZDA in smo bili v New Jerseyju tam na podzemni in ni me spustilo naprej, to je, moja kartica ni primila, otroci so šli naprej, žena šla naprej, vsi so šli naprej, jaz sem ostal tam na drugi strani. In prije mimo ena gospana ženska, povleče njeno kartico, me spusti naprej, reče, izvoli, jaz rekel, da vam lahko plačam, dan denar, sem povlekel, da tiste dvore ven, reka, ne, hvala lepa, imejte se lepo, uživajte. In razmišljal sem, da to njeno dejanje je bilo v resnici nepomembno v smislu financ, ker je to $1, $2, niti ne vem točno, koliko je bil znesek tiste karte, zdaj se mi je pa nekaj, kar stalno razmišljam, kako lahko jaz dam ljudem nekaj, kar mi ne bojo lahko nikoli vrnili.
In jaz vem, da ko gledate ta coaching vprašanja, ena so vam všeč, ena vam niso všeč, in si mislite, mama mija, kaj s tem šinigojem, da skozi nekaj govori, da lahko neha in ne vejo toliko, da doma noben me ne posluša, zato rabim nekam dati ven to energijo. Hočem vam to reči, da jaz vem, da mogoče vi meni ne boste nikoli vrnili. Ne vem, če se boste prijavili, ali se ne boste prijavili na mojo delavnico, ali kupili neki online program pri meni. Ne vem, če vidite neko vrednost v tem, kaj počnem, jaz vam dajem to vrednost in mogoče enkrat boste se srečali z mano in boste rekli, Aleksandar, veš, da sem tisto, kar sem od tebe dobila, vrnila mami, otroku, sosedu, sosedi. Veš, da sem iz tega vam naredila to pa to pa to. In ta oseba, ki ste ji vi pomagali, je pomagala tretji osebi in četrti. In tako se svet spreminja. Mi moramo dajati naprej. Mi ne moramo dajati samo nazaj. Prvič smo rekli, da je nemogoče, drugič smo rekli, da ti ljudje si včasih tega niti ne želijo, so že tako srečni v tem, kar počnejo v svojem življenju. In da tudi ne nazadnje, toliko več potrebe je, da dajemo naprej. Zato vas vabim, da si postavite nek cilj, neko željo, neko namero, da boste dali naprej. Tukaj jaz dajem zdaj naprej vam znanje, ki sem ga pridobival od res ogromnega števila coachov. V mojem življenju so zdaj 3 coachi, ki mi pomagajo, predvsem v tem poslovnem svetu in na poslovnih vidikih. In to delim naprej z mojimi študenti. Ne morete v resnici vse to, kar sem jaz zdaj dal skozi, recimo vse te znanje, težko zapakirati v en paket in zato dajem v nekih dozah. In upam, da so te doze koristne, zato vas prosim, da komentirate, da napišete, Aleksandar, wow, to je bilo dobro coaching vprašanje, ali pa da dejansko všečkate, ker ti s tem mi daste nek signal, aha, to, kar dela Aleksandar, mi koristi, ali pa da v resnici delite, ker ti s tem, ko delite, bo še nekdo drugi, ki je koristno, da to sliši, lahko slišal. Naredite nekaj dobrega tudi vi. Tudi vi dajte nekaj narediti naprej in nazaj, s tem, ko delite in všečkate in tako dalje. Vabim vas, da si postavite neko namero danes po tem coaching vprašanju in povejte, komu bi vi radi dali naprej. In posvetite to danje naprej tem ljudem, ki so vam dali vam. Namesto nazaj, dajte naprej. Hvala lepa, delite, všečkajte, komentirajte.